Ja, mi pa gremo zdaj naprej, oziroma gremo na teren k PI, ki se bo pogovarjala z Aleksandrom Sašom Pircem, predstavnikom podjetja Zastavljalnica in odkupovalnica Ljubljana d. o. o., ki je bil prejšnji teden tukaj v studiu. Tokrat pa malce bolj poglejmo, kako pri njih poteka delo prav tam na terenu. Izvedeli bomo, kako poteka postopek odkupa in zastavitve. A vzamejo tudi polštre? Ne vem, Pija. Ja, to bomo še videli, bom vprašala. Glede na moj že prejšnji obisk tukaj zastavljalnice bi rekla, da ne. No, da vam pa pokažemo res pravi občutek, kako se stranka v zastavljalnici in odkupovalnici in trgovini pravzaprav počuti. Sem se odpravila kar semle ven. Aleksandar Sašo Pirc me že čaka noter. Jaz pa sem tukaj na Pražakovi 8, kjer se vse skupaj tudi nahaja. Gre pravzaprav za ulico, ki je na eni strani obkrožena s Kolodvorsko in na drugi strani z Miklošičevo. No, takole izgleda zunaj, skoraj da je ne morete zgrešiti. Na eni strani je blok, ima, vidite, tudi izvesek in pa vabi vas, da kakšno zlato, umetnine, pametne telefone, tablice, diamante ali še kaj tudi najdete. No, kot vidite, tole je njihov delovni čas od ponedeljka do sobote, ob nedeljah in praznikih zaprto. Ponavadi bi morali kar tukaj pozvoniti, bom videla, če lahko prijem noter. Ne, aha, se pravi, takole pozvonim. Kar naprej. The door is unlocked. Aha, in potem pridem že notri. Takole potem tukaj le izgleda. Tale prijazni gospod vas čaka tukaj. Dober dan, lepo pozdravljeni. Prišla sem pogledati, če lahko kaj zastavim ali odkupim. Kje lahko to storim? Z veseljem. Zdaj tako, najbolj pomembno je, da najprej nam poveste, kaj dejansko je predmet zastavitve oziroma prodaje, pa da nam dejansko razložite svoje želje čim bolj iskreno in čim bolj enostavno. Kaj vse pa sprejemate? Voditelj v studiu me je vprašal, če lahko mogoče tudi kakšno blazino ali doto, na primer, zastavimo. Lahko, če ima določeno vrednost. Tukaj moramo biti predvsem previdni, kako nam trg narekuje cene, a ne? Lahko pa prenesete vsako stvar, jo pa, če nismo sami strokovnjaki pa podkovani na tem področju, jo pa prevzamemo na brezplačno cenitev in naši pogodbeni partnerji zadevo ocenijo, pa vam potem v parih delovnih dneh podamo ponudbo, če je temu tako. Tako, odlično. Sej, kaj pa imate tukaj? Tukaj izgleda kar velik nabor različnih stvari. Tukaj je samo en delček naših prodajnih artiklov. Zdaj mogoče, če se dotakneva najprej levega kota, mogoče par umetniških slik, tudi nekaj nakita iz belega zlata, iz rumenega zlata, mogoče nekaj prestižnih ur, par Cartierjev, tukaj imamo tudi eno Rado uro, srede je Omega, mogoče ne kompliciran mehanizem, je pa iz zlata, nažalost je gola, torej pomeni brez papirjev, ampak to je spet čisto specifično za to uro. Potem vse od tehnike, mobilnih telefonov, pametnih ur, prenosnih računalnikov, fotoaparatov, torbic višjega cenovnega razreda, sploh ko govorimo o slikah. Mogoče moram izpostaviti tukaj tudi kakšne bolj unikatne reči, kot so spominski izdelki, mogoče kupljeni na dražbi je tale Trumpova fotografija z njegovim podpisom in certifikatom in fotografija Muhameda Alija s podpisanim certifikatom in podpisom. Aha. Se pravi, fotografija mora imeti certifikat, da vemo, da je res on to podpisal? Tako, ja. Ta zadeva je bila kupljena na dražbi v Ameriki. Potem pa je že stranka prinesla to v Slovenijo ali ste vi to našli? Ne, to smo mi dejansko licitirali, to smo mi odkupili. Ker vse stvari z našega prodajnega programa so kupljene z namenom nadaljne prodaje, ker mi smo dejansko zastavljalnica in odkupovalnica, predvsem pa tudi butična trgovina, ker pri nas se najde res zelo take, bom rekel, drugače težko dostopne reči. Kot vidite, tukaj so tudi zelo prelepi diamantni prstani. Ne? So to kakšne poroke, ki so šle narobe? Ne. To so kosi nakita, katere smo mi odkupili za namen nadaljne prodaje. Tako da tukaj ni zadaj neke zgodbe, to so bili odkupljeni ali od fizične osebe, predvsem pa od podjetij.
Kako pa je naprimer s temi alkoholnimi pijačami? To nisem si predstavljala, da jih imate tudi tukaj. To so bolj take omejene izdaje, zdaj, če tukaj predstavljamo mogoče Hennessyja, to je iz leta 2012 omejena izdaja, to je mešanica najboljših konjakov, pa Armand de Brignac, tudi ena tako bolj zbirateljski šampanjec. No. Tako da, ja, taki določeni iskani kosi so pri nas, seveda pridejo v poštev, a ne, za odkup ni problema sploh. Katere slike pa imate tukaj razstavljene? To so domači avtorji? Tako, ja. Zdaj tukaj smo razstavili tele ribice od Slane, ker to je taka impozantna, bolj upadljiva stvar, pa slovenski akademski slikar, mogoče tale njegov šopek, tukaj spod imava še en njegov šopek, pa bolj taka, kako ne rečem, zlata, taka polna slika Berberja, ne. Pa to pa seveda ni vse, kje lahko najdemo ostale stvari? Vse ostale naše predmete, mi jih imamo res ogromno, zdi se mi, da 350 plus, si jih lahko najdete v okviru Bauhe. Tam pač to je naš največji prodajni kanal v Sloveniji, zato mi poslujemo preko njega. Lahko si pa vse preberete na naši spletni strani, pa tam se lahko prijavite tudi na naše brezplačne novice in dnevni oziroma tedenski newsletter, časopis. Zdaj, preden greva še v oglase, me zanima še tisti kelih tamle na vrhu. Zakaj pa ta nekaj posebnega? Ta kelih je pa bolj, kako ne rečem, bolj vizualne narave, to je Oskar Kogoj drugače. To je kelih cesarica Barbara, torej ima tudi svoj certifikat. Tako bom rekel, no, zadeva ni zdaj, kako bi rekel, nima neke visoke vrednosti, ampak je pa zelo lepa, pa tudi to je za marsikaj, ne, lahko je za ali sladkarije, ali za cvetje, ali za karkoli, ne. Tako. No, zaenkrat najlepša hvala. Prav kmalu se po oglasih vrneva, da pogledamo še, kako pa izgleda potem postopek odkupa oziroma zastavitve. Ostanite z nami. Lepo pozdravljeni nazaj v zastavljalnico in odkupovalnico, pa tudi trgovino tukaj na Pražakovo 8, z mano Aleksander Sašo Pirc, s katerim danes pravzaprav gledava, kako izgleda postopek odkupa oziroma zastavljanja. Nekaj več smo prejšnji teden že spregovorili v našem studiu Figovec, na danes pa smo tukaj na lokaciji. In lahko vam zaupam, da sem pravzaprav tukaj takole ekskluzivno, kajti stranke ponavadi sem nimajo vstopa, zdaj sem namreč na drugi strani te res trdne kletko za varnost. Ja, predvsem bom tako rekel, za varnost, ker človek v teh časih ne more biti nikoli dovolj previden, predvsem pa preventiva, no. Tako da moramo biti mi zavarovani, pa tudi predvsem predmeti, katere hranimo in kateri so zastavljeni, a ne. Tako da moramo biti korektni tudi do naših strank, predvsem to. Se pravi, če bi bila stranka, bi bila najverjetneje tukaj na drugi strani, kjer bi potem vi ocenili tudi vrednost predmeta. Bi izgledalo podobno kot ta pult tukaj v sredini? Ja, tako, ja. Vse to so 3 delovne pozicije, s tem, da je to pač glavni pult. Zdaj pač preideva kar na neko zastavitev predmeta. Sem jaz tukaj pripravil, recimo, kako izgleda zastavljeni mobilni telefon. Zadevo se lepo popiše, se jo zapakira, stranka jo z ene strani podpiše in potem roma naprej v varovano skladišče. Tako da tako nekako popišemo pa podokumentiramo stvari. Zdaj, če pa govorimo o zlatem nakitu, tukaj imamo eno zapestnico, jo stranka prinese, tukaj so pa postopki seveda drugačni, a ne, zadevo je treba natančno potestirati, če je to pravo zlato, kakšni so karati, kakšna je gramaža in potem dalje, a ne. In kako bi to naredili, naprimer, koliko tehta takšna zapestnica? Zdaj recimo, prvo kot prvo, jo mi moramo preveriti, če zapestnica ima magnetno polje. Kot vidite, na magnet popolnoma nič ne reagira. Je to dobro ali slabo? To je dobro. Žlahtne kovine nimajo magnetnega polja. Zdaj, potem zadevo v tem primeru, tukaj se je šlo za odkup, moramo zadevo presekati, torej jo dejansko uničimo. Iz tega razloga, ker ne vemo, s čim je polnjena, lahko je noter baker ali karkoli drugega. Tako da vzamemo lidijski kamen, to je blago poliranje, zadevo podrgnemo, močno podrgnemo, da pusti sled.
Na sami gramaži se to sploh ne pozna. Vzamemo kisline, torej to naredimo kislinski test. In tista kislina, ki sled poje, torej jo zbriše, toliko zlata ni več noter. Torej recimo v tem primeru govoriva o 750/1018 karatnem zlatu, torej 21-karatna kislina zadevo zbriše. Kot vidite, jo začne takoj topiti. In to je potem dejansko tako na grobo, na kratko ta test. Potem gremo pa lahko naprej. Zadevo pa seveda, preden se jo seka, preden se karkoli naredi, jo zvagamo, tako da če je minimalno odstopanje, je pač odstopanje to zaradi naše pač previdnosti. Tukaj govoriva o slabih 42 gramih. Pa iz česa pa je tale kamen? To je lidijski kamen. Aha, kaj pa to pomeni? Lidijski kamen, Ja. to je pač samo vrsta kamna. To je zelo tako, kot sem rekel, blago poliranje, ravno toliko, da pusti gor se sled, da lahko potem na njo nanašamo kisline. Zdaj, prej ste mi med reklamačne načine. Torej, bi lahko rekli, smo lahko hitro žrtev prevare. Ne, jaz bom se predvsem osredotočil na to, na našo korektnost. Ker mi smo tukaj od leta 2013 in mi imamo zelo veliko rednih strank. In pri nas, mi imamo najvišje odkupne vrednosti zlata. Ne? Tako da, če je 18-karatno zlato, pri nas dobite točno vrednost zlata 18-karatnega za tisto uro. Naš cenik je vezan na borzo in mi od tega sploh ne odstopamo. Tukaj ni nekega določanja na pamet, tukaj mi govorimo samo na to, kaj nam testi povejo. Tako da mi smo zelo korektni glede tega in to se tudi odraža pač pri naši klienteli in naši integriteti, ker mi nameravamo biti tukaj še zelo dolgo. Ne? Prav tukaj na tej lokaciji, zdaj za Bežigradom, nimate več tiste lokacije? Ne, nažalost, tam nimamo več, ker iz določenih poslovnih razlogov, ker Avtokomerc je dobil novega lastnika. Drugače pa smo zdaj na tej lokaciji, odpiramo pa kmalu tudi novo, večjo, bolj dostopno, samo malo še počakamo, da se tele zadeve malo umirijo. No. So vas tele zadeve kaj prizadele? Covid časi so težki časi za vse. Upamo, da se bojo počasi res umirile, da bomo šli na stara pota. No. Ampak ja, je težko, ampak se trudimo. No. Predvsem pa smo mogoče svoj posel kar uspešno preselili na splet, tako da moram reči, da smo prebrodili najhujše. No. Predstavljali bi si, veliko ljudi je pristalo v finančnih težavah zdaj med epidemijo. Ste imeli mogoče zaradi tega kaj več želja po odkupih? Ja, zmotno je to prepričanje, ne? Ker logično je, da bi bilo več obiska, ampak ravno nasprotno, tako kot povsod drugod, tudi pri nas je bil upad. Zdaj, kako pa je na primer z inštrumenti? Z inštrumenti je pa tako, zdaj večinoma, če govoriva o studijski audio opremi in takšnih rečeh, katerih mi na licu mesta ne moramo preveriti, ali zadeva deluje, ali je pač v takem stanju, da je primerna za nadaljnji naš postopek, mi zadevo popišemo, podokumentiramo, poslikamo, sprejmemo jo na brezplačno cenitev, ker mi imamo za vsako področje pogodbene partnerje, kateri zadevo pač so strokovnjaki na svojem področju in podajo svojo strokovno oceno in na podlagi tega tudi tržno vrednost. Ta postopek traja nekje 3 delovne dni, potem pa mi stranki sporočimo ponudbo za zastavitev ali za odkup. Če se stranka s tem strinja, pride, izplačamo gotovino ali na transakcijski račun, kakor želi, ali pa zadevo pač vzame nazaj, zadeva je brezplačna. Izpostavljena je predvsem zato, ker je to naša osrednja harmonika zdaj trenutno, imamo 3 drugače, ampak ta je, bom rekel, najbolj kvalitetna, najbolj limitirana. To je harmonika Beltuna Alpstar. Cenovno pri nas je dejansko zelo ugodna, če gledamo, kolikšne so cene pri proizvajalcu, ker tukaj moram reči, da smo imeli tudi malo sreče, ker je bila isto kupljena na dražbi. Tako da jaz predlagam, da si ogledate celoten spektar naših prodanih artiklov v okviru Bolhe in mogoče pa se za vas tudi kaj najde.
Zdaj, kako pa je z mobilnimi telefoni? Vidim, da jih imate kar nekaj, so pa vsi še v originalnem pakiranju. Ali sprejmete mogoče tudi mobilni telefon, ki ni več v originalnem pakiranju? Ja, seveda, mi sprejmemo tudi take mobilne telefone. Predvsem je pomembno, da je zraven prisotna dokumentacija. Zelo v redu je, da je račun, ker temu je potem tudi primerna ponudba višja, ne? Sledljivost je zelo pomembna. Predvsem pa Lepo pozdravljeni nazaj, se opravičujem za kratek trenutek, sem izgubila signal. No, zdaj pa smo nazaj in ja, prej sva z Aleksandrom Sašom Pircem tukaj govorila na Pražakovi 8 o mobilnih telefonih. Biti predmeti. Torej, predmeti ne rabijo biti povsem v brezhibnem stanju, ste rekli? ne, ni potrebno. Predvsem je pomembno, da so v delujočem stanju, da niso poškodovani, torej da vrednost popravila ne presega njihove tržne vrednosti. Zelo pomembno pa je tudi to, da so prisotni zraven papirji, dokumentacija, sploh pa račun. To je velik plus pri oblikovanju pač ponudbe za stranko. V primeru, da tega nimamo, da smo vse izgubili, da imamo samo še telefon, tudi brez originalnega pakiranja, jih tudi vzemate? Lahko prinesete pokazati, mi zadevo potestiramo, pa se potem odločimo, no. Mi ponudb načeloma, moram to poudariti, da po telefonu, po mailu in na splošno tako na pamet ne dajemo ponudb. Moramo vse prej res potestirati. Zdaj, tudi to, kar vidiva tukaj, so verjetno telefoni višjega cenovnega razreda. Moram reči, da trenuten nabor telefonov je bolj omejen, bolj ozek. Niti ne, to so zelo dostopni telefoni. Zdaj, če govorimo o teh pikslih, mogoče v Sloveniji niso tako prisotni, ampak tudi vrednost teh dveh telefonov ni ne vem kaj. Tukaj govoriva 300 in 400 evrov, vse ostalo je pa okoli 100. No, se pravi, telefoni so verjetno v stalni ponudbi. Kaj vse pa še imate v stalni ponudbi? V stalni ponudbi imamo vedno prestižne ure, vedno se najdejo kakšni zbirateljski kosi, kar se tiče torbic, predvsem pa nakita. Mi imamo zelo, zelo lep nakit. Potem umetniška dela prednjačijo, tega imamo ogromno. In razne take zanimive reči, a ne. Zdaj tukaj smo izpostavili pač ta dva podpisana spominska predmeta, drugače pa izredno lepe diamantne prstane, pa sploh naložbeno zlato. Naložbeno zlato, to pa res prednjači, no. Tega imamo pa vedno v ponudbi in vedno od najboljših kovnic. Tudi zlate palice? Tudi zlate palice. Pa gre zlato za med, naprimer zdaj, ko prihaja inflacija, ljudje potem radi vlagajo v plemenite kovine? Glejte, to je pa čista pač špekulacija, ljudje vedno pač kupujejo, a ne. Zdaj, če se osredotočiva na zadnje čase, moram reči, da se kupuje veliko srebra. Zdaj ne bi o tem zakaj, ampak se kupuje veliko. Zlato se pa vedno prodaja, no. Tako da zlato se vedno kupuje. Po čem je pa največ povpraševanja ponavadi? Ponavadi po zlatih palicah od priznanih kovnic, potem je največ, pa zelo veliko je povpraševanja tudi po diamantnih prstanih. Tudi z namenom kakšnih porok za naprej? Ali vam to zaupajo? Verjetno. Ne, največkrat ne. Največkrat ne. Kaj pa zgodbe o predmetih, ki pridejo, ali to kdaj slišite? Jaz bom tako rekel, nam je osrednji vedno predmet, tako da mi stranke nikoli ne sprašujemo po razlogih, po zgodbah. Se pa zgodi, da kakšna redna stranka mogoče, ko skozi leta pridemo do nekega vzajemnega odnosa, ne, nam zaupa kakšno tako zgodbico. Ni pa to nekaj sočnega ali takega, da bi tako lahko povedal, sploh pa smo diskretni, mi tega ne razkrivamo nikoli. No, moram vas pa še vprašati, se pravi, tukaj gledava odkupljene predmete, ki so tudi na voljo za prodajo. Tako. Kako pa je z zastavljenimi? Se pogosto zgodi, da mogoče zastavljenih predmetov stranka ne prevzame? To se zgodi pri nas zelo redko, stranke se načeloma zelo držijo tega, ker pri nas nudimo neomejeno podaljšanje zastavitve. Torej, če pride dan, ko stranka bi morala predmet dvigniti, ona lahko zadevo samo enostavno podaljša. Torej, če se odloči za 15-dnevno ali za 30-dnevno zastavitev, lahko to zastavitev samo podaljša, če na tisti dan nima sredstev.
Drugače pa predmet mi zapakiramo, kot sem vam predstavil, in gre takoj v varovano skladišče, kjer je na varnem, tako da tukaj bojazni, da bi se mu kaj naredilo, oziroma da če stranka v določenem roku tega ne dvigne, da bi šlo kar naprej, ni, ker mi imamo vedno uho za stranko in vedno pridemo do skupnega dogovora, ne. Če pa slučajno se stranka odloči, da predmeta ne bo vzela nazaj, pa ga odprodamo, da si povrnemo sredstva. Ampak tega je izredno malo. Aleksander Saša Pirc, najlepša hvala za tale ogled po zastavljalnici. Malenkost, najlepša hvala vam. Tako. Vi, dragi gledalci, če bi radi se tudi sami oglasili tukaj, Pražakovo 8 je, kot rečeno, med Miklošičevo in Kolodvorsko, seveda bolj pri strani Miklošičeve. Od zunaj ste videli, kako izgleda, zdaj pa se bom jaz tudi počasi iz zastavljalnice poslovila. Čaka nas namreč še en intervju, vendar v studiu Figovec. Takoj po oglasih.